Pozdravljeni, dobrodošli na žal virtualni otvoritvi razstave Fotoloka, ki prinaša pregled zgodovine fotografije z področja Škofje Loke in njene okolice. Osredotočamo se predvsem na avtorje, ki jih je zanimal odnos do lokalnega okolja, in predstavljamo 14 avtorjev, pravzaprav vse od začetka 20. stoletja, torej od začetka avtorske fotografije. Ekipa 4 kustosov je izbrala več kot 400 oziroma skoraj 500 del sodelujočih 14 umetnikov, fotografov. Predvsem smo želeli izpostaviti prakso posamičnega sodelujočega in jo čim bolj celovito predstaviti v okviru skupinske razstave. Obenem pa smo poskusili za vsakega od sodelujočih avtorjev pripraviti tudi predstavitev oziroma format predstavitve ukrojen posamični praksi. Sama razstava bo tudi sicer imela precej bogat spremljevalni program in raznolik, ki se bo odvil tako v virtualnem kot v fizičnem prostoru in v okviru katerega bomo gostili umetnike, fotografe, ki se bodo pogovarjali oziroma imeli vodstva s kustosi, video večere, pripravili bomo delavnice starih fotografskih tehnik, kot na primer daguerreotipije, in pripravili pa smo tudi precej že posebno stran Fotoloke in publikacijo oziroma katalog, ki s strokovnimi teksti in bogatim vizualnim gradivom tudi spremlja samo razstavo. Glede na situacijo in stanje trenutno zdravstveno v državi, smo poglavitni del programa vse tja do marca osredotočili na virtualni prostor, kjer bomo v okviru naših različnih spletnih platform predstavljali razstavo na različne načine. Od marca naprej pa seveda računamo, da bo epidemiološka slika toliko boljša, da bomo lahko precejšen del programa, tisti, ki seveda ne more biti izveden v medmrežju, pripravili tudi fizično. Razstava bo namreč na ogled vse do konca oktobra, tako da bo ponujala dovolj priložnosti za poglobljeno debato in v resnici za dopolnjevanje praznin iz zavedanja mogočnosti oziroma močne fotografske scene v Škofji Loki. Zgodovina fotografije v Sloveniji je zelo luknjasta in nekako nepopolna, že v splošnem. In v bistvu zgodovina posameznih mest ali pa nekih regijskih okolij pa mogoče še toliko slabše obravnavana. Zdaj, zakaj je Škofja Loka? Razlog leži predvsem v tem, da je v bistvu fotografska dejavnost v preteklih 120 letih v Škofji Loki in v okolici bila zelo živahna. Skratka, začenši z zgodnjim 20. stoletjem, ko je tu še živel in deloval August Bertold, pa vse do današnjega časa. Skratka, skozi vsa ta obdobja so iz Škofje Loke prihajali zelo pomembni fotografi. Pomembno je poudariti, da nismo izbirali samo fotografov, ki so rojeni v Škofji Loki, ali pa ki so samo fotografirali Škofjo Loko, ampak smo izbrali avtorje, ki so na nek način s Škofjo Loko povezani. In tudi v bistvu izbor fotografij in motivov ni topografija Škofje Loke skozi čas, ampak je v bistvu nekako odraz izkušenj, ki so jih te ustvarjalci imeli. Glede na to, da je fotografija danes zelo, razširjen medij in takšna je že skoraj 100 let, lahko rečemo, da danes seveda ogromno ljudi fotografira, ampak na en, zelo načrten, konsistenten način, pa ne toliko velik. Zaradi tega je v bistvu ta selekcija 14 fotografov, ki so delovali tu od leta 1900 pa do danes, v bistvu na nek način zelo ozka, mogoče koga tudi tu v tej selekciji pogrešamo, ampak na nek način se nam zdi ta vrh ustvarjalnosti, ki se je tu zgodil, vrh ene avtorske fotografije, ki pa ima seveda kot vedno tudi ene širše družbene in zgodovinske implikacije. Skratka, fotografija ni zgolj umetniško delo, je vedno hkrati tudi dokument. Fotoloka se je začela kot raziskava, kot
terenska raziskava, kot serija pogovorov z še živečimi avtorji in v bistvu raziskavo materijala in virov iz teh avtorjev, ki so že pokojni. In v skladu z vsem tem smo se tudi odločili, da bo razstava izrazito multimedijska na nek način. Skratka, predstavljanje fotografije znotraj te razstave je zelo raznoliko. Zaradi tega imamo na tej razstavi na nek način predstavljene neke velike, te klasične galerijske printe, na drugi strani predstavljamo fotografijo na en bolj tak, bom rekel, uličen način, pa spet skozi razglednice ali pa skozi recimo te majhne 9x13 fotografije, skratka neke vrste fotografije v družinskem albumu. Skratka, vse to nekako odraža tendence v preteklih desetletjih, ker je v bistvu fotografija se blazno razširila izven teh svojih izvornih okvirov in je sploh v prostoru začela funkcionirati na spet zelo različne načine, kot inštalacija, kot tapeta, kot zavesa ali pa kot video. Skratka, poskušali smo izkoristiti vse dane možnosti, da bi predstavili čim bolj dosledno in čim bolj poglobljeno te prakse avtorjev, ki so del razstave Fotoloka. V genealogiji fotografije v Škofji Loki bi pravzaprav hotel izpostaviti predvsem 3 imena. In v bistvu prvi med njimi je August Bertold, ki ga seveda danes poznamo pod različnimi vzdevki in imeni. Najbolj pogost je peti impresionist, ker je sodil v čas aktivnega delovanja 4 slovenskih impresionistov, katerih domicil je bila v veliki meri tudi Škofja Loka. August Bertold je bil tu med leti 1905 in 1911 aktiven v tem mednarodnem ohlapnem gibanju piktoralistov, ki so na nek način predstavljali srčiko takratne avtorske oziroma umetniške fotografije. Njihovi motivi so temeljili na nekih pastoralnih motivih, skratka narava, krajina, kmetsko življenje. In skratka August Bertold, kot vidimo na tem štafelaju, se je mnogokrat podajal na teren, na podoben način kot impresionisti, ampak je v bistvu fotografiral. Potem je te fotografije razvijal, izdeloval v enih zelo posebnih, unikatnih ročnih postopkih, tudi pravzaprav vsak print bil original. Njega je zanimala ta neka v bistvu krajina, to neka nostalgija kmečkega življenja, nostalgija podeželja, ki je v bistvu izgubljala to svojo centralno pozicijo v času, ko je industrijska revolucija že zelo napredovala v začetku 20. stoletja. Na drugi strani pa je bil Bertold bom rekel, nekako sporedno z impresionisti tudi nekako gonilo tega, bom rekel, te nacionalne umetnosti. Namreč v tem času je stroka verjela, da je ravno podeželje to, ki je uspelo zadržati to temeljno vrednoto slovenstva, jezik in kulturo. Na podeželju, medtem ko so bila mesta po veliki večini, na Kranjskem, še bolj pa na Štajerskem, nemška. Zaradi tega je krajina top osrednji motiv in slovenskih impresionistov in Augusta Bertolda kot piktoralista. Po drugi strani pa je August Bertold seveda delal kot poklicni fotograf in studijski fotograf in je avtor nekaterih izjemnih, ikoničnih portretov pomembnih slovenskih ali piscev, ali politikov, ali umetnikov tega časa. Pomembno pa za Škofjo Loko zaradi tega, ker je Škofja Loka vedno znova pomenila njegov motiv. Njegovi krajinski motivi se pravzaprav velikrat dogajajo nekje na Gorenjskem in hkrati tudi zelo velikrat na
širšem loškem področju. Drugi zelo pomemben fotograf iz Škofje Loke, ki je tu pravzaprav bil in rojen in tu živel in deloval celo svoje življenje, je Tomaž Lunder. Tomaž Lunder je eden ključnih predstavnikov avtorske fotografije v 70-ih, 80-ih letih in tudi v nadaljevanju. Njegovo delo pa nažalost še ni bilo dovolj dobro evalvirano med stroko. Skratka, Tomaž Lunder še nima konkretne monografije, konkretne retrospektivne razstave, čeprav bi si zaradi svojega dela to nedvomno zaslužil. Najmočnejše žanrsko orodje njegove prakse je bil portret, namreč Lunder je nekako preko portretov ljudi odslikoval širše stanje duha, prostora in časa. Ne? In to ne glede na to, kje je bil. Ne? Zdaj zanimivo pri njegovih portretih, pri njegovih fotografijah je, da jih je težko umestiti. V bistvu umestimo jih lahko šele potem, ko jih mogoče dosti dobro preučimo. Ne? In v bistvu za razstavo smo med drugim zbrali eno, zdaj že skoraj pozabljeno serijo, ki je bila narejena z enim zelo jasnim namenom, da se razstavi v Domu loških obrtnikov, in to je serija Loški obrtniki iz leta 1991, kjer je Lunder posnel portrete teh delavcev, obrtnikov v njihovem delovnem okolju. Zanimivo pri teh fotografijah, konkretno iz serije Loški obrtniki, pa je to, da njihova dodana vrednost s časom samo raste. Med sodobnimi oziroma aktivno delujočimi fotografi pa bi želel še posebej izpostaviti delo Urbana Babnika oziroma Babaca, kot ga poznamo tu. In sicer kljub temu, da v bistvu njegovo delo in njegovo delovanje ni popolnoma nič vpeto v svet umetnosti ali pa svet te razstavne fotografije. Zdaj, zakaj Urban Babnik? Odgovor leži predvsem v tej neki unikatnosti njegove prakse, pa mogoče bi še bolj se izrazil, če bi rekel, v neobremenjenosti tega njegovega početja. Ne? Urban Babnik je na nek način en tak neformalni kronist Škofje Loke. V svojih fotografijah se poslužuje enih prijemov, ki jih poznamo iz ulične fotografije, ampak se jih ne drži striktno. Skratka, on svojo prakso v eni taki zelo postmoderni luči prilagaja preprosto potrebam in situaciji, v kateri se znajde. In v bistvu tu, kar je za mano v tej taki gosti postavitvi, so pravzaprav ene vinjete iz njegovega vsakdanjega življenja, iz vsakdanjega življenja Škofje Loke, iz vsakdanjega življenja njegove najbližje okolice, in v bistvu iz teh vinjet lahko prepoznavamo te neke v bistvu ključne elemente družbene, ki nas obdajajo. Skratka, ta kakofonija vsega vizualnega, ki nas obdaja, po drugi strani podoba neke, bom rekel, strukture, ki so nastale izpod rok človeka, pa ne si bojo to muzeji, shopping moli ali pa še kaj drugega, ampak vse to obravnava na en način, ki ima vedno eno rezervo. Skratka, Urban Babnik oziroma Babac sebe ne jemlje pretirano resno, oziroma, da se drugače izrazim, on v svoji praksi vedno pušča možnost drugačnega mišljenja. Ja, razstava je del širšega in dolgotrajnejšega projekta, v okviru katerega ekipa Loškega muzeja raziskuje, preučuje, digitalizira zgodovino fotografije oziroma fotografsko umetnost. Cilj seveda je, da se tudi fotografijo vključi v umetnostne zgodovinske zbirke Loškega muzeja, kjer je do sedaj bolj slabo zastopana, in postavi Škofjo Loko na zemljevid zgodovine in sedanjosti fotografije v slovenskem prostoru in tudi širše. Nažalost se je ravno v času končevanja postavljanja razstave zgodilo, da nas je zavedno zapustil Tone Mlakar, eden od ključnih Škofjeločanov s področja kulture, ki je pravzaprav svoje dolgo življenje posvetil
tako filmu, arhitekturi kot fotografiji. Tako da me res veseli, da smo ravno v tem času, skratka v oktobru, novembru 2020, uspeli pridobiti finančna sredstva za odkup njegovega fotografskega arhiva. Tako da na tem mestu se še posebej zahvaljujem za razumevanje in pomoč županu Tinetu Radini in občini Škofja Loka, ki nam je torej omogočila odkup celotnega arhiva, kar pomeni fotografsko gradivo od leta 1950 do 2000, torej 50 let fotografiranja po Škofji Loki in okolici, pa tudi širše po Sloveniji, ki bo seveda ena od najdragocenejših pridobitev Loškega muzeja v zadnjih letih.